Kids TV. Dober večer, otroci. Teta Diana vam danes preberem pravljico o Timu in čarobnem kovčku. Kakšna presenečenja ga čakajo na poti, izvemo skupaj. V pravljici Tim in čarobni kovček. Tim je sedel na svoji postelji v otroški sobi in bral knjigo. Veliko knjigo o morju. V njej je občudoval otoke in visoke palme, poslušal bučanje in šumenje valov ter opazoval pisane ribe in delfine. Sanjaril je z odprtimi očmi, tudi on bi rad čofotal v morju in plaval z delfinom. Kaj vse bi se jima lahko zgodilo? Morda bi našla najlepšo školjko, biser ali kakšno drugo presenečenje. Naenkrat se je zaslišal hišni zvonec. Le kdo bi lahko bil? Tim je odprl vrata. Bil je poštar in v roki je držal paket. Wow, paket samo zame, je pomislil Tim. Tim je sedel na posteljo in odprl paket. V paketu je bil še en paket. In še en, in še en. Tim je odpiral pakete enega za drugim. Bili so vse manjši in manjši. Na koncu je ostal le še en majhen paket. Le kaj je v njem? Tim se je začudil, v paketu je sijal biser, kaj ni ravno kar sanjaril o biserih. Če to ni čarovnija, previdno ga je vzel v roke. Želim si, da bi bil na morju, je pomislil Tim. Na to se je zgodilo nekaj neverjetnega. Tim je zaslišal šumenje valov, ozrl se je okrog sebe, otroška soba je izginila. Njegova postelja je stala na vrhu palme, palma pa na majhnem otoku sredi velikega modrega morja. Oranžni ptici sta se nastavljali s sončnim žarkom. Tim je nato zagledal delfina, ki je razposajeno skakal čez valove. Splezal je s palme in se mu pridružil v vodi. Nato sta se skupaj potopila pod gladino vse do dna morja. Tim je zagledal velike in majhne školjke, tudi alge. Nekatere so bile velike kot drevesa. Pred njima se je odprl gozd iz vodnih rastlin. Razganjalo ju je od radovednosti. Pomahala jima je pisana riba, oranžna, bela in črna. To je klovnček. Poleg nje je plavala še ena riba. Ta je bila rumena z modrimi črtami. To pa je cesarček. Ribi sta ju potrepljali in urno odplavali stran, naravnost v podvodni gozd. Lovili bi se radi, je pomislil Tim. Z delfinom sta jima sledila. Vsi štirje so se igrali skrivalnice med algami. Bilo je zabavno, toda globje v gozdu se je nekaj svetlikalo. Le kaj bi to lahko bilo? Delfin in Tim sta plavala bližje in bližje. Kovček je, tako skrivnostno se sveti. Je to morda čarobni kovček? Tim ga je radovedno odprl, a v kovčku je našel še en kovček, pa še enega in še enega. Kovčki so postajali vse manjši in vse bolj pisani. Na koncu je ostal samo še en majhen pisan kovček. Tega bom vzel s seboj, se je odločil Tim, in z delfinom sta odplavala naprej. Tim se je z eno roko držal delfinove plavuti, v drugi pa je držal kovček. Klovnček in cesarček sta jima plavala tik za petami. Tim in delfin sta plavala vse hitreje in hitreje. Kdo bo zmagal v tej dirki? Kmalu sta dosegla rob gozda, prehitela sta pisani ribi. Zmaga! Nasvidenje, klovnček in cesarček! Kmalu sta priplavala na površje. Sončni žarki so se odbijali od velikanskih listov palme, na njej pa je še vedno stala njegova postelja. Skupaj sta odplavala proti otoku. Kaj pa je sedaj to? To je vendar gusarska ladja in plula je naravnost proti otoku. Gusari gotovo želijo pisani kovček. Delfin je plaval vse hitreje in hitreje, a gusari so se vse bolj in bolj približevali. Kmalu ju bodo ujeli. Tim je v zadnjem trenutku dosegel otok in odložil kovček. Hitro je splezal na palmo in smuknil v posteljo. Nato je pomahal delfinu, ki se je že potopil globoko pod vodo. Gusari so poskakali v morje in kmalu priplavali do otoka. Tim je v naglici začel iskati čarobni biser. Le kje je? Pod vzglavnikom seveda. Kakšna sreča! Tim je zaprl oči in si zaželel, da bi bil doma. Gusari so se pričeli vzpenjati po palmi.
Tim je odprl oči, otok, morje, delfin, gusarji, vse je izginilo. Spet je bil doma, v svoji otroški sobi. Ozrl se je okrog sebe. Le kje je čarobni kovček? Joj, pozabil ga je na otoku. Smola, nikoli ne bo izvedel, kaj je bilo v njem. Kaj pa čarobni biser? Tudi tega ni bilo več. Zdaj si Tim ni mogel zaželeti ničesar več. Kakšna škoda. Nato se je ponovno oglasil hišni zvonec. Znova poštar. Je Tim prejel še en paket? Ampak to ni bil paket. To je bil kovček. Čarobni kovček z morskega dna. Neverjetno! Tim je previdno odprl kovček. Ta je žarel zelo skrivnostno. In kaj je bilo v kovčku? Biseri, poln kovček biserov, čarobnih biserov. Tim je vzel enega v roko. Spet imam veliko želja, je pomislil. Želim si, je rekel Tim. In kaj si je Tim zaželel? No, to pa je že druga zgodba. Kjer se meja med domišljijo in resničnostjo zabriše, o tebi, junak, ta pravljica piše. Zgodbe za velike in malo manj velike, med junaki ne delamo večje razlike. Še malo prej v pižami, zdaj že na zmaju jahaš, po divjih morjih pluješ in nagajivo staršem mahaš. To zmore prav vsak, si tudi ti tak. Postani zdaj z nami mali junak. Mali moji junaki, hitro oči zaprite, z mehko dekico se pokrite, mene pa v svojem srčku skrite. Objem, poljubček in lahko noč.